Kaj je to parfum? Parfum je mešanica dišav, ki jih uporabljamo zato, da se nadišavimo, da lepo dišimo, pa tudi, da je nam lepo, lahko tudi zato, da si naredimo kakšno posebno vzdušje. Kdaj ste začeli izdelovati parfum in zakaj? Izdelovanje dišav je pravzaprav staro tako, kot smo stari ljudje. Nekako najstarejši dokazi o uporabi dišav izvirajo pa iz starega Egipta. Egipčani so bili tisti, ki so imeli zelo, zelo radi dišave. Egipčani so spremljali dišave, naprimer, ko so ustoličevali faraone, potem, ko so pokopali svoje vladarje in tudi zelo veliko pri njihovem vsakdanjem življenju. Iz česa pa lahko naredimo parfum? Parfum lahko naredimo iz sestavin, ki jih dobimo v rastlinah ali pa jih dobimo pri živalih. Lahko naredimo pa parfum tudi iz sestavin, ki jih naredijo v laboratoriju. Kakšne sestavine bomo sploh tukaj? Eterična olja, in sicer taka, ki pravimo, da nam dajo visoke note, srednje note in pa nizke note. Če mogoče na hitro pogledamo, kaj so to visoke note, to so tiste vonjave, ki jih zavonjamo najprej, ampak tudi hitro izginejo. Potem, če se naprej premaknemo k srednjim notam, za te pravimo, da dajejo telo parfuma. To so tiste, ki jih naš nos zavonja malo kasneje. Te so pa še nizke note, te so pa take najbolj težke, pravimo. Te zavonjamo najkasneje, skratka takrat, ko visoke note recimo že izzvenijo. O, kako diši. Ko po morju diši. Ko po morju, tako je, ja. Kaj pa je to rožni les? Rožni les je pa drevo, ki raste v Južni Ameriki in iz njegovega lesa pridobijo eno posebno, zelo prijetno eterično olje. A so to naravne ali umetne dišave, kar zdaj probavamo? Eterična olja so naravne dišave. Jaz predlagam, Zoja, da se tako razporedite, da ti pišeš, Matija bo pa kapljal kapljice v nastajajoči parfum. A prav? Ok, zdaj da dajmo 3 kapljice rožnega lesa. V redu. To jih je bilo zdaj ene 7. Mečken je, ko probaj čisto počasi preliti in potem, ko začne kapljati, potem nehaš, ampak nič hudega. Kater von boste zdajle izbrala? Dajmo te, ki jih porabite, damo na stran. 2 kapljici sivke. 2 kapljici. Kaj pa se zgodi, če se zmotimo in namešamo preveč kapljic? Če delaš sam svoj parfum, ni čisto nič narobe, malo bo dišal drugače, kot si si zamislil. Kaj pa, če bi dal zdaj limono, kar 5 kapljic? Koliko limone bo? Kar 5. Kaj imate pa to v rokah? Tu imam pa eno posebno napravo, ki jo uporabljamo v laboratoriju namesto kapljic, ki je zelo, zelo natančna. Zdajle bomo dodali v naš parfum 50 mikrolitrov. Torej 5 kapljic to. Tole je bo 50 mikrolitrov je ena kapljica, tole bo druga kapljica. 1, 2, tretja kapljica. 3. Zoja, kaj imamo do zdaj v parfumu? Ja, 2 kapljici melise, 7 kapljic rožnega lesa, pa 4 kapljice sivke, pa 5 kapljic limone. No, jaz pa zdaj predlagam, da vidva pomešata tole, kar smo do zdajle naredili. Pa si bo pa še Matija. Pa malo povonjata, pa povejta, kako vama je všeč, kaj je začelo nastajati. Ali bi lahko naredili parfum, ki bi bil všeč vsem? Ne, jaz mislim, da ne. Vonj je nekaj tako osebnega, vsakemu je všeč nekaj drugega. Katere sestavine pa tvorijo najdražji parfum na svetu? To so na primer eterična olja, absoluti vrtnice, potem narcise, sandalovine. Na primer, za 1 liter eteričnega olja vrtnice potrebujemo 2 do 4 tone cvetov, svežih cvetov vrtnice. 2-4 tone, to je en cel tovornjak cvetov vrtnice. Ja, lahko celo 2 ali 3, no ravno zato je eterično olje vrtnice tako zelo drago. No, Matija, Zoja, to je vajin prvi parfum. Evo, jaz sem napisala filipcološki vihar, pa še datum. Šla.